Aleš Primc se je namreč končno zares spravil v politiko. Gibanje za otroke in družine. Tako se imenuje nova politična tvorba Aleša Primca. Slej ko prej bo postala tudi politična stranka, o tem ne dvomim. Lepo je povedal, politična tvorba. Kaj je to za ena tvorba Primčeva? Aleš je ustanovil Gibanje za otroke in družine. Sliši se kot festival zdravega lajfa za familije. A gre za novo domobransko stranko. Ime tvori namreč kratico God, v angleščini Bog. Subtilen ni bil pa inkolta, ne naš Aleš. Zdaj samo predlagam ime Gibanje za ekscelenco Janša, ker je namen te stranke več kot očitno to, da v Primcu še Janša zgleda normalno. Pa še kratica je gej in je lihta prava za Aleša. Sem pa vesel, da se je Primc lotil gibanja, ki ga več kot očitno potrebuje. Pivski trebušček je nevarnejši, kot se zdi, Aleš. No, Primčevo gibanje je imelo ustanovno žurko pred parlamentom, tam pa so se zbrali že znani liki. V to mirno vodo, ki jo lahko primerjamo s Slovenijo, celo malo že je zasmrajena, če vložimo v energijo, se bojo valovi povečali, jih bo vse več, segli bojo vse dlje. Take močne stvari lahko pripeljejo celo do cunamija. Ja, jaz se z Metko strinjam. Slovenija je že malo zasmrajena, ne? Ampak, če smem nadaljevati z metaforo njeno, njihovo gibanje bo za našo državo to, kar je za greznico dodaten gnoj. Mi ne rabimo cunamija z dreka, mi rabimo dišečo smrikco že kaj. No, na žurki so imeli tudi torto, povabili pa so celo klovna. Cerar je, veste, mi ne smemo tako narediti, ki je Cerar. Cerar je na hitro ustanovil stranko in potem se mu je sam gnoj pridružil. Yep. Kraljica je resničnosti šov in samooklicana moralna avtoriteta, oblečena kot maska ali pa zvodnik iz kakšnega ameriškega filma. Ona dovoli sam, da se uslika pred modrim nebom, ker je tako rumeno sonce in to je ta kombinacija, ki je ona edina pri sebi. No, Angelca pravi, da se je v Cerarjevi vladi naselil sam gnoj. V bistvu ima prav, ampak kot je videti tudi v Primčevem krožku niste bili biseri. Manjka vam sem še kakšen pukšič, pa boste cirkus komplet. No in kaj na to pravi Primc? Zato, ker je krava ušiva, ni potrebno krave prodati ali ubiti, ampak jo je treba pač otrebiti uši. Moraš tako govoriti o svojih babicah. Kaj če ste imeli slušen aparat s seboj, pa ste dejansko slišali, kaj si rekel. Kultura. Mene se še nekaj zanima. A bo to ful skrajna stranka? Koliko desni boste, recimo, če je ničla sredina, 10 pa Hitler? Jaz ne vem, kjer je ta zastava, ne? Pa sem rekla tako, da malo več rdeče bi morali biti, kad človeka poživijo, ne? Aha, 10 torej. 10. To je namreč domobranska zastava, ne? Pa si ziher, da podpiraš pravega človeka, mlada dama. Zdaj, če smo se kaj naučili od vašega šefa Janeza, je to, da je rdeča barva no-go za vas, domoljube. Pejmo zdaj na programsko deklaracijo, s katero je Primc mahal pred parlamentom. Povej nam, kaj je z njo, Aleš? Mi si ne lastnimo nikakršnih avtorskih pravic na to deklaracijo in si želimo, da jo posvojijo vsi državljanke in državljani. Ja. S to programsko deklaracijo posvojijo čisto vsi, lahko, tudi geji. Samo ne bomo pa spet kakšne pomote, pa ne bomo spet na referendume hodili, ja? Moraš biti jasen, Primc. Pejmo kar lepo po vrsti. Kaj hoče mali Primc? Gibanje, številka 1. Gibanje nam v drugi točki pove, da je Bog samo eden. Zdaj, tle se pojavlja teološki problem. Bog ni samo eden, ampak sta dva. Bog oče, pa sin Janša. To popravite, če se mislite iti. Pejmo naprej. Splav je greh in ženskam je treba to prepovedati. Ker Aleš Primc, moški, dobro ve, kaj je za ženske dobro. Sploh pa bi Primc splav v kino zato, ker ga on ne rab. Njegov fant pa, jaz sem prepričan, da ne bo zanosil. On je toliko proti splavu, da bi v kinu še tiste na Muri. 3. točka. Vabimo k odprtosti za rojstvo 3. in nadaljnjih otrok v družini, pravi Primc. Lepo, rodnost je lepa čednost, pa fino je, če je ženska odprta krojeva. Gre otrok lažje ven. Sam cajti so minili, ko si otroka lahko poslal v rudnik ali pa ga prodal. Pravzaprav, jaz bi kar preveril, kje so Primčevi otroci. Nisi v kakšni garaži, pa sestavljajo iPhone. 4. Moramo sprejeti ukrepe za omejitev vseh dejavnikov tveganja. Alkohol, droge, igralništvo, pornografija in računalniške igre. Kar pomeni, da hoče Primc prepovedati vse stvari, ki so zabavne.
Vem, da s kom je začel s politiko, samo tako ne boš volivcev dobil, Miško. Se pravi, kaj smo ugotovili? Aleš ustanavlja mini SDS, vaše otroke pa hoče zavarovati. On, ki vidite, ki je nekdo, ki ima bel kombi, pa zvočno izolirano klet, pa na telefonu zvon. To je za otroke, ki med za čebele. Jaz vem sem to, da bi svojega otroka za 1 uro raje zaupal Eltonu Johnu pa njegovim prijateljem, ki pa 5 minut Primcu. Primc hoče vašim otrokom pomagati lih toliko oslovski kašelj. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.